Pa vendar, glavni očitek je bil prvič, da je se pravi, da so se gabariti celotnega športnega parka razširili, oziroma da je dovoljena širitev do 25%, in predvsem v korist trgovskega centra, in pa da je prometna ureditev zelo slaba. Kdo je to rekel? Gospod Sušnik je to rekel. No, pa, jaz bom pa tako rekel, jaz gospoda Sušnika sicer izjemno cenim, ker si je vedno pripravljen. Mislim, da razume, da so v času volitev, ampak tu ne bo imel kruha. Kajti zelo preprosto bomo govorili s temi dejstvi. Samo pogledajte si papirje, začel bom pa s tem. Torej, očitno se zdaj zelo jasno, da SDS-u in gospodu Janezu Janši ni zadost, da je zelo danes 6 milijonov evrov. Potem ni zadost, da smo se 9 mesecev pogovarjali kot drugo, koliko bojo sofinancirali stadion in dvorano v Stožice. Vi veste našo zahtevo, ne 50%, in vi veste, da smo prišli do dogovora, do 50% v skladu z zakonskimi možnosti. Vendar so v proračunu za 2008 pa 2009 dali 8 milijonov evrov. Se pravi, če vemo, da je ponudba teh, ki so dobili posel, so dali 8 milijonov evrov, da to stane 14, se pravi, da je to 10%. In tretje, SDS celotna skupina glasuje proti. Se pravi, na zadnjem dokumentu, ki ga mora mestna občina dati pravočasno, da lahko sploh ta rok velja, oni glasujejo proti, da njim je samo, da nagajajo županu, pa tudi, če Ljubljana njim ne dobi stadion pa dvorane. Zdaj sem pa vrnil najprej na prometno rešitev. Ta prometna rešitev je usklajevana z Darsom in ima vsa potrebna soglasja. Dars, vsi so dali ta potrebna soglasja, da Darče ne bi mogli skozi. Če govori o okoljstvu vasem podružilu, potem ne vem, kako je to lahko malo bolj ali manj pozitivno. Je pozitivno, da ne mogo let na sejo in je napisano, kaj treba narediti. In tretjič, ves čas smo vabili javno odprto od prvega dneva Stožice, da sodelujo s svojimi pripombami, ko smo imeli razpis, ko smo pravi razpis, dal je samo 2 pripombi NSI. Bolj redatski naravno, pa vsaj dal 2 pripombi, nihče drug, nobeni spremembi. Da jim pa vi povejte, ali kdo govori, da stadion nima 16 sedežev, ali kdo govori o 15.999. Stadion je 16 sedežev, prišli smo s te poti, kjer smo določili, da je to samo nogometni stadion. To je edina, ker prej smo govorili o večnamenskem stadionu, torej ta bo imel tudi večnamenski namen, se pravi komercialno vsebine bo imel ta stadion, ampak ne bo imel atletsko sredstvo. Ta odločitev je teh, ki so bili zraven, da je to nogometni stadion, ki bo služil nogometu in komercialno zadevi. Nobene spremljajo. Ti stadion der. Dvorana je samo sprememba, ki tudi ni bila predvidena, ko je vmes bila ideja, da bi bilo not hokejska dvorana. Ne bo hokejska dvorana, ampak je spet večnamenska dvorana, ker bo imela rokomet, košarko, odbojko in pa komercialno vsebino. 12.000 sedežev. V čem je tle pomanjšanje? Mi smo pa rekli, da znotraj tega gabaritov, in to jasno piše v tem, je lahko komercialni površini toliko in toliko. Kako je bo on moč razmeščen? Znotraj tega je pa njegova stvar. Določili smo število parkirnih mest in ne povejo, kje se zmanjša, bom rekel, športni del. Na katerem delu bi pa jaz rad vedel? Konkretno so rekli, da je pač dovoljeno povečanje, niso govorili o zmanjšanju športnega dela, ampak povečanju komercialnega dela. Zdaj jaz razumem, da pač zakon o ohranjanju materije pač pravi, da eno brez drugega ne gre, pa vendar, ne? Ja, to je običajno fizika, ampak razen v SDS-u to očitno pa njih gre, da se nekaj ne zmanjša, drugo se poveča. Ampak ta komercialni del, ki je bil predviden nekaj tisoče, mi smo imeli maksimum, katero ne morejo presežiti. Kako se bo zdaj organizirali, mene popolnoma še zanima. OPPN predpisuje zelo jasno višine, ki so bile, če se spomnite od prvega dokumenta, toliko metrov plus maksimum 2 metra, vse v teh okvirih. Take gabarite ne moramo čez mejo jeti in jaz tega ne zastopam več, kaj želijo. In meni, če sem čisto skreden, če lahko na tej površini naneso še več površin, je sam bolj za Ljubljančane. In ne vem, kaj moti. Rad bi pa vedel, kako se zmanjša stadion pa dvorana. A smo zdaj rekli, zdaj pa nam je 16 sedež, 12 sedež. A smo rekli, da zdaj stadion ne bo 150 metrov, ampak bo 6x30, pa si igral, pa da laži laufam, da cel stadion, pa ne mora menati laufa 100 metrov. Mislim, razume, da so, po moje so dobili zdaj po vseh teh, kar se dogaja in po tem na mojem nastopu, ko sem rekel, da bom podprl Levico proti na SDS-u, dobili v bistvu nalog, da morajo začeti nagajati misli občine, ne samo kar stane. In to je en tipičen poskus, prepozno so se zavedali, ko sem jaz sprašal Sušnika, pa zakaj ste glasovali proti?
Mene je res zanimalo, ker prej oni so bili za stadion, zakaj se glasovali proti, ne? In potem je začel razlagati, da je spremenil vsebine, ne stadiona. Če se pa spremenil vsebine, ja prej pisal, da je večnamenski. In takrat sem je vprašal, kaj pomeni večnamenski. Jaz še vedno nisem vedel, kaj ne bi vse v stadionu. Zdaj pač vem več, kaj ne bo v stadionu. In druga stvar je, zakaj ste dali ne, kot rešitev njenega reda. To so ga njegovo govora. Saj on, ki je to dolg, vse se sveta ve, da bi lahko šel za amandmajem, so pač zamudili, so prepozno opazili. Ne vem, kaj bi se razpravljal še, ker niti na eni odprti seji, ki je bila tudi za javnost, nihče ni prišel. Tudi takrat, ko smo dali ta posel, to je bilo tako sporno, kdo bo dubo, kako bo dubo, ker je bilo pred televizijo in pa ni bilo več zanimivo. Tako da je to moja čist, bom rekel, tako osebno razočaranje njihovim postopkom, ampak to bo zdaj naslednje 3 mesece, kar konstanta, da bomo pač vse iskali. Jaz pa z veseljem pa hajal v takih vam ne, pa odgovarjam. Oni bo imeli ponedeljek. Včasih povabite sem, bo še sobo in dan pa mu skupno ljudi. Jaz res povabim, ne prijel sem pa ne razložim, tako znam. Se pravi, stadion bo čez 25 mesecev. Povejte mi v državi Sloveniji enega, ne zdaj sam javnega partnerja, tudi zasebnega partnerja, ki ima garancijo 25 milijonov evrov. Ne, koliko je vedno vedno, ne. Mislim, da smo edini in to je zdaj tiste muka. Jaz vem, kaj je zdaj muč. Ne. Do zdaj je bilo dvom, ne, ali bo prometna ureditev dovoljena. Ker tudi vpliv imajo v Darsu in pač Dars ni mogel mimo stroke ne dovolil tisto. Ne. Zdaj, a je levo ali desno, srečne rišen cestne. Potem je bil takrat dvom, ne, tudi vi se spraševali v tistem roku, ne, a smo dobili bančno garancijo. Ne bo bančne garancije, bo potem, ko smo dobili bančno garancijo 1,12 pa pol milijona evrov NLB-ja, druga 12,5 faktor banke, se pravi, imamo to pokrito. Potem smo vam javno sporočili, prvo sem poklical predsednika Hokejske zveze, Hokejske kluba Olimpija, da sporočim, da ne bo tam hokejske dvorane, ampak da bomo halo tudi poročili, pa sem tudi vam sporočil, kakšen program bo stadion, kakšen bo dvorani, povedali smo, kaj smo se odgledali, napisali so, celo prijavili so nas proti korupciji komisiji ta izlet, ne, da smo naredili izlet, ne, ali to vpliva na izbor partnerja. Tega partnerja smo zbrali mesec dni pa pol prej, se on je imel to v svoji ponudbi napisan, ne, ta stadion in ta ogled, to smo bili. In v bistvu vse sporočamo in zdaj tu ni nobenih sprememb. Zdaj še dodatno, ne, ko se pa zdaj tako zanimanje povečane za stadion in dvorano, za trgovski center, da imamo 2 resna kandidata, ne, ki v bistvu sta ponujata izjemno dobre pogoje, tako da ta odločitev ne bo padla ta teden po koncu tedna, ne, ker še vedno preverjajo, kdo je bil boljši, ne, oziroma da bo več dobili, kar je čisto legitimno. Jih pa jasno moti. Stadion bo in dvorana. Stadion zamuja po moji napovedi, ki se bo 2.8. Razlogov je več. Pa ključni razlog 2.8, da je bilo tisto zemljišče bilo vrnjeno, ko nisem vedel. Da ne bili papiri. Ampak popravljam, da je stadion in dvorana, v dvorani nisem nikoli govoril, boste odprti 36-20. Zato imamo 15 milijonov evrov bančne garancije. Razen, če bi mi kot mestna občina kaj zamočili, ne, da ne bi kakšen dokument sprejeli, koliko je zdaj SDS poskušal to narediti. In tudi moram povedati, da včeraj v Luksemburgu na en župan, je bil tudi nekaj takrat na tej konferenciji županov in notranji minister in mesec te nas sprašuje za to izkušnje, ne, tudi njihovi investitorji, stadion pa dvorane Stožice, ker vejo, da smo bili predstavljeni na mitingu v Kanu, če bi tudi njim svetoval, kako to narediti. Tako da, jaz mislim, da bomo ta projekt ne, kot mestna občina še ponujali po Evropi, oziroma mogoče, da tudi Evropa se po njem sleduje. Tako da, kar povabite jih na otvoritvo dan, tako da boste bolj dobili karte.